Danes odpirava eno zelo pomembno sveto temo, in sicer temo našega telesa in skrbi za naše telo kot sveti tempelj. In ti o tem zelo veliko veš in tudi sama ves čas skrbiš za to, da je tvoje telo v optimalnem delovanju, ker se zavedaš, da je to tvoj dom v tem življenju. Daj povej, kako ti vidiš na splošno naše telo in naš odnos do telesa? Veš, moje prijateljice se velikokrat pohecajo, da če pa kdo pozna kakšno dobro terapijo za telo ali pa najboljšo prehrano, dieto, prehranski dodatek, nego, bo pa zagotovo to Tjaša, ne. V bistvu telo je ne samo naš prostor, kjer doživljamo to življenje, je v bistvu več kot to. Je dejansko sveti prostor, sveti tempelj, v katerega se sidra naša dušna energija. In gre resnično za to, da je to najpomembnejši odnos, ki ga imamo, niti ne naš odnos z našimi otroci ali pa s partnerjem, ampak samim seboj in predvsem z našim telesom. In sama sem v bistvu odraščala v okolju, kjer je bilo zelo veliko pravil. Ne jej te hrane, zato ker lahko negativno deluje nate, a ne. Jej špinačo, ker ima veliko železa, a ne. Pa regrat, ker je dober zate. Pa pazi maline, ker dvigujejo histamin, pa ne smeš tega. Da boš dobro videla. Ja, in v bistvu na eni strani zelo veliko teh pravil, katera hrana je prava, katera ne, in sem odraščala v tej stalni kontroli. Ne smem tega, smem to, moram paziti to. In sem ves čas bila v neki kontroli svojega telesa, hrane, vsega. Na drugi strani, po drugi liniji družine, so pa ženske ves čas hujšale, a ne, in je bilo telo nikoli dovolj lepo, vedno predebelo, ves čas je treba paziti in spet neko omejevanje s hrano in prekomerno športanje. In to je bila moja družinska karma, s katero sem prišla v to življenje, in seveda, kaj sem jaz počela celo svoje življenje? Brala knjige o prehrani, o najnovejših trendih, sebe forsirala v to, kaj smem jesti, kaj ne smem jesti, razvila ogromno enih alergij na marsikatero hrano in v bistvu bila ves čas v rigidnosti, to je prav, to ni prav. In seveda, če sem si privoščila nekaj, kar je bilo na listu, kar ni prav, ne, je to pregreha, a ne. Grešiš zato, ker greš na sladoled, ki ima laktozo, jaz sem pa alergična na laktozo. In se obsojaš, a ne. In se obsojaš. In torej na eni strani ta odnos do telesa v kontekstu ves čas moraš kontrolirati, kaj telesu daješ, ker če ne boš kontrolirala, bo telo te zapustilo, se boš zredila, boš, ne vem, zbolela. Na drugi strani pa ves čas se moraš gibati, naredi malo more nekih vaj. Jaz sem vsak dan imela neko vrsto telovadbe, če ni bil fitness, je bil tek, če ni bil tek, je bila joga, če ni bila joga, je bil ples ob drogu, potem je bilo, ne vem, zumba, na kar sva še midve skupaj hodili. Ves čas je bilo nekaj, a ne, ves čas v bistvu neko iskanje idealne telovadbe, idealne prehrane, idealne nege, da bom jaz pač popolna. Ampak to je full-time job. To je full-time job in jaz sem se znašla na neki točki čez dan v službi, popoldan pa polno teh obveznosti, še dobro, da sem bila samska, da sem v bistvu imela čas vse to početi. In na neki točki mi je Anja, sestra, rekla, Tjaša, pa ti imaš še eno službo, ker delaš toliko stvari za svoje telo, a se lahko samo sprostiš, saj telo ima svojo inteligenco, zmore preživeti. A ne, ampak jaz sem imela v glavi toliko močne programe, če ne bom delala vseh teh stvari, me bo telo zapustilo, a ne. In nekje globoko v sebi sem vedela, da to ni zdravo in da na neki točki bom prišla do konca. In potem seveda razne zdravstvene težave, pa vnetje črevesja, pa uno, pa tretje. In stalno nekaj reševala. In a veš, tisto, ko misliš, no, saj ta naslednja vrsta prehrane bo pa rešila ta moj problem, ali pa ta neka nova masaža za noge bo pa ustvarila, da gre celulit stran. In v bistvu
iskanje neke popolnosti, ki tudi, ko jo dosežeš, ko sem bila najbolj fit, ko sem bila najbolj natrenirana, ko sem najbolj zgledala, jaz sem še vedno v gledalu videla, ampak tole pa ni v redu. A se spomniš, ko sva prejšnji teden gledali fotografije tvoje iz par let nazaj? In fotografije so krasne, žarela si na njih in si šele zdaj ozavestila, kako si bila v resnici lepa takrat in si mi rekla in se mi je to usidralo v srce, ko si rekla, jaz sem se pa tam tako debelo počutila, počutila sem se, da sploh nisem, da sem cela zabuhla in da nisem lepa, a v bistvu si žarela. Ja, veš, in jaz sem bila kot mehna punčka, jaz sem bila bajsika. In potem mi je ostalo v glavi, Tjaša, ti si bajsika. In jaz realno fizično nisem bila bajsika, ampak v moji glavi, kako sem jaz samo sebe videla, je, da sem pač jaz debela in da moram ves čas paziti, da ne bom debela. In potem pa še ena, recimo čist postranska stvar, ampak meni zelo močna. Jaz, ko sem bila mehna, sem imela kratke lase. Zato, ker sem imela zelo tanke, nisem imela gostih las in potem je tista filozofija, dajmo iztriš lase, da ji bodo bolj rastle. Pa bojo bolj gosti, a ne? No, vsi, ki poznajo mojo sestro Anjo, ona ima kodraste, ogromno lasne, jaz nisem imela toliko in mogoče bo pa tudi ona dobila take lase, če ji bomo bolj strigali, seveda se to ni zgodilo. In v bistvu so me velikrat za fantka zamenjali, ko sem bila majhna. In sem se počutila tako, ampak jaz sem punčka, ne? In potem, ko sem prišla do konca osnovne šole, sem se odločila, jaz bom imela dolge lase. In jaz sem si pustila dolge lase, itak traja 100 let, preden do tega prideš. In potem celo gimnazijo sem imela dolge lase, ampak jaz se nikoli nisem dobro počutila v dolgih laseh. Kot da to nisem jaz, eno težo sem čutila. In potem sva šla takrat, enkrat kasneje, v študentskih letih z enim fantom na razen in sem šla k frizerki in sem rekla, ustriži me. In me je iz toliko dolgih las, kot imaš ti, ali pa celo malo daljših, ustrigla takole na kratko. In jaz sem, ko sem se naslednjo jutro zbudila, pogledala v gledalo, groza, kaj sem naredila, zakaj sem se ustrigla. In potem mi je prijatelj tako dobro rekel, pa Tjaša, saj lasje vedno zrastajo nazaj. Ampak jaz sem v tistem ugotovila, da meni kratka frizura res ustreza. Na občutek moje glave, da ne nosim teže, da sem lahkotna, da imam ves čas občutek, da staro energijo zrežem stran. Pa res ti paše. Ja, in jaz sem ugotovila, da je fotografije iz dolgih las dejansko tako, ko praviš, kakor da nisi ti. Kot da nisem jaz. In jaz sem res udobna v kratkih laseh. Ampak, a veš, kolikrat mi kdo pokomentira, ja, pa nisi dovolj ženstvena, ker nimaš dolgih las. In si mislim tako, pa meni se pa zdi, da kratki lasje so še bolj seksi, če znaš to samozavestno nositi, a ne? Ampak spet, koliko enih zgodb o tem, kaj je seksi. Se pravi, zdaj, če je trend, ne vem, suhice, manekenke, to je zdaj seksi, potem pridemo široke boki, velike riti, zdaj to seksi, prej so bile velike prsi, zdaj so mehne prsi in v bistvu ti, če kot oseba, sploh kot ženska, gledaš ven in sam čakaš, kdaj ti bo kdo povedal, kaj je naslednji trend, ti boš ves čas v stiski in nikoli v sprejemanju lastnega telesa, zaradi tega, ker bo stalno nekaj, a ne? Ja, recimo moja zgodba sprejemanja telesa je, jaz pa prihajam iz družine, kjer imamo konstitucijo telesa, vse smo širše v telo, a ne? In to je bilo celo življenje dieta na dieto, dieta na dieto, ampak vstopna energija tega ni bila, jaz bom zdrava v svojem telesu, jaz bom fit, ampak je bila vedno vstopna energija, hočem shujšati. In tudi jaz sem se skozi svoje življenje poskusila že milijon diet. Ampak kaj se zgodi? Greš na dieto in potem kot bumerang pride nazaj. Dokler nisem jaz spremenila mindseta v glavi, čakaj malo, vstopna energija je ključna in ne morem jaz samo iti na dieto za voljo, da grem na dieto. In sem si umislila fitness trenerja, spremenila način prehranjevanja in v bistvu zdaj že 2 leti, skoraj 2 leti delujem na tak način, ampak kilogrami grejo zelo počasi dol, pa tudi kdaj gor. Ampak to ne pomeni, da jaz sem vedela, da če bom jaz omejila sebe, da jaz ne smem jesti tega, onega, tretjega, četrtega, ob tej uri jesti to, po tem vrstnem redu, jaz bom odnehala. In sem najbolj ponosna nase, da sem našla način, da če mi paše zdajle pojesti to, bom pojedla to. Ampak se zavedam, bom šla potem na sprehod ali pa karkoli, da to spraviš ven. In v bistvu ni point v tem,
kako hitro ti shujšaš, ali pa pridobiš kilograme v kontrasmeri, ampak v bistvu, kaj je vstopna energija. In moja recimo je bila, jaz želim biti fit v svojem telesu. In recimo jaz, tako močno, kot se zdaj počutim v svojem telesu, se še nikoli do zdaj nisem. Zato, ker sem to z različnimi praksami prišla do tega, a me čaka še dolga pot. Ja, dolga pot me še čaka. Ampak v bistvu, guess what, to je moje življenje. Točno to, celo življenje. Ker v bistvu, ko duša pride v telesitev, v življenje, si izbere telo. Ti točno veš, v katero gensko linijo boš ti prišel za izkušnjo, ki jo ti kot duša rabiš. In lahko imaš velik nos, ali pa si visok, ali pa si nizek. Karkoli je tvoja fizična konstitucija, je namen, da si ti tak. Tudi kar marsikdo ne ve, glede na sidranje energije, ki jo ti imaš. Določeni ljudje sidrajo energijo na široko. Eni jo nadkole dol, se pravi kot slab, eni jo razpršujejo, ker imamo različne dušne energije. In v bistvu jaz, ko sem začela opazovati ljudi in to, kdo so kot duša, sem gotovila, je logično, da ima ona tako telo, ker njej energija tako teče in ona rabi ozko, dolgo telo. Nekomu energija teče tako in on rabi večje telo. In v bistvu naša duša izbere telo iz vidika tega, kakšno energijo sidramo, drugo pa tudi iz vidika tega, kakšno nalogo imaš v življenju za izmojstriti. In če se imaš v življenju za naučiti sprejemanje svojega telesa, te bo celo življenje v to peljalo. Druga stvar, ki pa je pa ta, lahko narediš 10 postov, pa 10 različnih diet, pa 10 različnih telovat, pa vsaka stvar je nova, pa je trendi, pa je najnovejša, pa 10-krat žnabelčke spremeniš, pa joškice povečaš, pa lička napneš, pa ne vem kaj še vse. In pol daješ vse ven. Na neki točki se boš pogledal, pa ti še vedno ne bo dovolj. Zato, ker ne naslovimo osnovne stvari, ki je zadej. In to je v bistvu osnovna rana, ki je, da se ne počutiš vrednega, tako kot si. Jaz sem si celo življenje želela imeti, ker sem imela, ko sem imela dolge lase, sem imela valovite. Jaz sem hotela imeti ravne, jaz sem si likalnik kupila, da sem si likala lase. Ampak v bistvu, to je bila moja naravna konstitucija las. In v bistvu, to me najbolj paše. In v bistvu, ko pogledaš ljudi, kdor so oni v osnovi, pa če je nosek postran, ali pa usta bolj nagor, ali pa karkoli, to je njihova osnovna lepota. In jaz imam široke boke, in jaz sem celo življenje skrivala te široke boke. Dokler mi ni enkrat Anja rekla, Tjaša, pa daj poudariti svoje široke boke, ozek pas imaš, daj tako hlače, da boš ti. In jaz sem začela čist drug tip hlač nositi in poudariti to, kar je tvoje naravna telo, danost, naravna danost. In v bistvu, kar vidim, je, sploh se ne gre za to, kako te bodo videli drugi. Ker jaz sem tudi mislila, če bom debela, jaz bom izgubila ljubezen. Ampak potem sem videla, da so ljudje vseh oblik okrog mene, pa imajo čudovite odnose in vsi jih imajo radi, pa tudi mene so imeli radi, ne glede na to, koliko sem imela kil. Se pravi, to je iluzija. Se pravi, to je nek program, ki si ga nekje v otroštvu dobil in moraš raziskati, kje in to sprostiti, ker drugače nikoli sam sebi ne boš dovolj. In imamo v sebi določene kode, travme, ki jih je telo shranilo zaradi tega, kar smo doživeli. In telo se v bistvu ščiti. Z odvečnimi kilogrami se telo ščiti. Z našimi kompulzivnimi motnjami se ščiti. To, da se zbujaš in po noči ješ, s tem se telo ščiti. Se pravi, nekaj nosiš v sebi, neko informacijo, neko travmo, ki jo nisi predelal. In ne glede na to, kaj boš ti naredil, dokler tega ne nasloviš, zadeva ne bo šla stran. In meni je recimo nekaj let nazaj začelo na polno boleti za levo lopatico. In jaz sem šla na masažo in sem mi rekla, moji Slavici, prosim, zmasiri mi tle, mene toliko boli. In ona začne masirati, meni začne ratvati slabo, jaz skoraj padam skupaj, ona meni, Tjaša, to je travma, to je tvoje telo nekaj shranilo. In jaz razmišljam, kaj je moje telo tja shranilo. Hodila sem na masaže, ampak še vedno to nikamor se ni premaknilo. In sem ugotovila, se pravi, jaz, ko sem bila majhna, 12 let stara, je moja mama zelo zbolela in je bila praktično na smrtni postelji. In jaz se spomnim, kako sem vsak dan iz šole tekla domov, preveriti, če je ona še živa. In zjutraj, ko sem se zbudila, sem bila tako, a je mami še živa. In jaz sem konstantno živela v tistih letih v stresu, ali je moja mami še živa. In ta
to bolečino, ta strah, sem seveda zatlačila v srce in to je butnilo zadaj za levo lopatico in tam je bila energija zadržana. In dokler res nisem tega začela zdraviti in z kanaliziranimi meditacijami in praksami to čistiti, bolečina nikamor ni šla. In jaz sem tudi to počela, a bolečina je še vztrajala. V glavnem, cela zadeva se je na koncu obrnila do te točke, da sem jaz v bistvu šla na nastavitev cele moje hrbtenice, zaradi tega, ker sem imela toliko enih stvari, ki jih je moje telo balansiralo, tudi zaradi mojega kanaliziranja. Ker se je skozi mene v kanalu zlil toliko energije, vedno me je malo tresala, ker je energija toliko močna, aktiviralo, obremenjevalo vrat in je v bistvu celo moje telo šlo izven balansa zaradi tega. Itak, če si naredila več kot 1000 kanaliziranj v svojem življenju, v 17 letih, ja. Ampak, a veš, vse sva videli, ko sva delali statistiko, ti si bila neprekinjeno mesec in pol v kanalu. V kanalu, življenju, ja. In pač vse ne more biti drugače. Ja. In v bistvu telo je inteligenca, ki ti ves čas sporoča, če zboliš, če je bolečina, če je neka huda bolezen, karkoli, telo te ni zapustilo, kar mi velikokrat mislimo, ampak ti hoče nekaj sporočati. Daj mi pozornost, nekaj je v tebi za predelati, neka travma za razrešiti, katero ti moraš nasloviti, drugače ne mora iti midva naprej. In tvoje telo je tvoj največji prijatelj. Ampak ga moramo se naučiti v bistvu poslušati, moramo naučiti z njim sodelovati. In jaz sem potem dejansko skozi ta proces nastavitev hrbtenice spet bila na neki točki na mizi pri fizioterapiji in so me masirali na istem delu, ko je meni taka slabost butnila ven, da sem rekla, jaz moram dol iz mize in jaz se uležem na tla tam sredi unega centra, ker enostavno je bila slabost toliko velika, da sem mislila, da bom bruhala. In v tistem čez celo moje telo začne teči elektrika in jaz sem tako, kaj se dogaja, nekaj narobe. In sam zaslišam svoje vodnike, takole so dali na mene svojo energijo, nekaj, da bi mi nekdo z rokami paril in se rekel, umir se, vse je v redu, samo spust. In v tistem je skozi mene butnila energija toliko intenzivna, da sem jaz prvič v življenju začela čutiti noge. Jaz pa nisem vedela, da imam jaz ta del odrezan. Jaz sem toliko bila na gor odprta, moj kanal ves čas, veš, takole pa sem gor, toliko let kanalizirala, toliko izmojstrila kanal, ampak opazila pa nisem, da mene od popka dol ni. In jaz sem takrat prvič v življenju začutila noge, stopala, zemljo, ki je tripala pod mano. In sem tako, zakaj mi nobeden ni povedal, da se zemlja tako čuti? Jokala, ganjena, se smejala histerično. Mislim, to je bila mešanica emocij, ko v bistvu prvič začutiš. Jaz sem imela občutek, da sem se prvič zares cela prizemljila v to telo, na ta planet, in je bilo tako, o moj bog, mi pa smeti mečemo v naravo. Narava je pa taka vibracija. A veš, tako, kar naenkrat se ti začnejo sestavljati stvari, kako lahko delaš nekaj proti naravi, če v bistvu le kjero vibracijo nosi, to je tvoja podlaga, držite, a ne? In potem, ko se je cela ta povezava zgodila, sem v bistvu imela občutek, Tjaša, zdaj si se pa res cela prizemljila v tvoje telo in sem ugotovila, da jaz kot otrok, ko sem pač odraščala, jaz sem bila izjemno navezana na mojo mami. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu jaz nisem imela spodaj prizemljenosti in ona je bila moje sidro. In potem mami zboli, čakaj malo, največji strah, jaz bom umrla, če bo ona umrla, jaz bom umrla, jaz moram njo rešiti. In se je začelo to moje reševanje nje na nek otroški način, ko misliš, da lahko rešiš. V bistvu in to je vse bilo povezano. In potem malček kasneje sem imela pa še nastavitev atlasa in jaz ležim na mizi, ko mi nastavlja atlas in v tistem začne zunaj igrati glasba. In sicer komad od Maje Kevc začne igrati. In jaz tako, koliko lepo, njen komad Zmaji. In meni seveda zmaji zelo veliko pomenijo, to so duhovni vodniki transformacije. In ko začne ta glasba zunaj pet, bil je nek tak poletni dan, okna so bila odprta, on mi nastavlja moj atlas, začne zunaj komad Zmaji in jaz tako, kakšna sinhronost,
zdaj ta komad, meni v bistvu sporoča, Tjaša, gre za prebujanje tvoje veličine, tvoje novo rojstvo. In potem, ko se komad konča, jaz seveda jokam, ganjena, kakšna sinhronost, da se vse dogaja sočasno, nov komad od Maje, pa nov komad od Maje in jaz tako. A ima nekdo njen CD? Ali je pa njen koncert? Ali je pa njen koncert? In jaz tako slišim, da ona govori in dojamem, da je v bistvu ona imela koncert. Cel čas moje terapije, ko sem bila jaz tam, dobesedno v parku zraven centra, kjer sem imela jaz to terapijo. In mi je bil tak občutek, kot da so se vse sile vesolja postavile tako, da ko jaz doživljam to ponovno rojstvo, ta svetost, te moje nove nastavitve, mi pride ona pet s svojim zdravilnim glasom tja za to, da podpre ta proces. In jaz sem takrat dojela, da je vse v življenju tako sinhrono postavljeno, da ni nobenih napak, da je vsa popolnost in mogla se je zgoditi vsak ta korak, ki se je predtem zgodil, vse bolečine, vse strahovi, vse se je mogla zgoditi. Ampak tam se moja pot še ni končala. Jaz sem bila tako, zdaj sem jaz nastavljena, v redu je. Malo morgana, ne. Ni bilo 3 mesece okrog, se jaz zbudim, cela leva stran telesa v mravljincih. 1 mesec. To prideš do take točke, da že misliš, da se ti bo odpeljala, a ne. Se pravi, cela leva stran telesa v mravljincih. Raziskujemo, dajemo na vse možne raziskave, kaj dogaja, a je ukleščen živc, ali vse. In iz vseh teh raziskav pridemo, ne, ni to. Nekako potem ugotovimo, da očitno moja mišica stiska živec in ga ne spusti, ampak jaz ne glede na to, kere terapije sem delala, kere vaje sem delala, katero gibanje sem delala, meni to ni spustil. In na neki točki jaz si rečem, ok, Tjaša, nekaj zadaj je. Ne. Očitno nekaj zadaj je, kar tvoje telo nosi kot travmo, kar moraš spustiti. Ozavestam, leva stran je stran mami, ne, materinska stran. Jaz moram počistiti mojo karmo po mamini strani, sama sebe odpeljem v kanal, si naredim to terapijo in začne v bistvu ta mravljinčenje, začne popuščati, ampak ni še čisto popustilo. In naslednji dan smo pa šle na jogo, če se spomniš, zvočna kopel in joga. In jaz pa nisem vedela, bom jaz lahko tja prišla, zato ker sem bila v takem slabem stanju, ampak si rečem, Tjaša, pejď, zagotovo te bo zvok podprl, gibanje te bo podprlo, pojdi. In ko se začne ta zvočna kopel in joga in ta božanski zvok, melodija začne ustvarjati izjemen pretok, jaz vidim, pa kot medij sem videla že marsikaj. Kanalizirala že ful enih različnih duhovnih vodnikov, ni da ni. Ampak jaz vidim eno srebrno žival. Ne znam sploh opisati, kako je izgledala, ker je to bilo tako čarobno, da jaz sem sam jokati začela. Ki pride in mi začne, ko jaz ležim tam na tleh in se zvočna kopel dogaja, mi začne ta srebrna žival lizati moj živec od noge navzgor po celi levi strani. In to je bil tak občutek, kot da sem sredi enega znanstveno-fantastičnega filma, nekaj se dogaja, ampak meni je bilo tak občutek, Tjaša, samo sprosti se, samo dovolj varno je. Naslednje jutro se jaz zbudim brez mravljincev. Po 1 mesecu mravljinčenja. In sem bila tako, kaj se je pravkar zgodilo? Neka višja zavest mi je pomagala v bistvu dobesedno polizati ven to travmo, ki sem jo jaz nosila. Ampak tukaj seveda še ni konec zgodbe. 2 meseca, 3 mesece kasneje, spet leva stran v mravljincih. In v bistvu spet, kaj zdaj, kako globje še lahko grem? Seveda začnem spet fizične stvari iskati. Ampak pol na koncu, ker ne glede na to, kaj vse delaš, te spet pripelje življenje in telo do tega, nisem te zapustil, ker jaz sem vmes že mislila, mene telo ne posluša, mene je telo zapustilo, nekaj je narobe z mano, ne. Spet neka ponižnost. Tjaša, v tebi še vedno je travma, ki ni do konca pozdravljena. Z njo se ukvarjaj. In v bistvu šele, ko sem se spet vrnila v ukvarjanje s to travmo, so se začele stvari izlagati.
In sem v bistvu začela spet sproščati, in zdaj sem na 2 od 10 mravljinčenja, kar pomeni, da bravo, še čist malo, pa smo na koncu. Malo še. Ampak nisem pa še na koncu. Tako da, kaj bo še sledilo, ne vem. Ponavadi sploh zgodbe, ko še ni dokončana, ne delim, ker čakam, da imam neko Epilog. Ampak zakaj zdaj to delim? Zato, ker zgodba tvojega telesa ni nikoli končana. Ker je vedno nov nivo, pa ne mislim nov nivo, kaj moraš sam sabo popravljati, ampak nov nivo globine, zaljubljanja vase, sprejemanja sebe, čutenja sebe in reprogramiranja tega, kar imamo v sebi. In v bistvu vse bolezni, vsa vnetja, vse alergije, vse, kar se dogaja v telesu, je celostno sporočilo, ki ga potrebujemo se naučiti slišati. In to je mojstrstvo. In to je nekaj, kar je življenjski proces. Izjemno. Všeč mi je pri tebi, ko te opazujem, veš, čez celo to zdravljenje travme in na koncu dneva tudi telesa, kako vedno pogledaš tisto, kar je zadnji. Nikoli ne greš samo k očitnemu. In pošiljali so te zdaj v zadnjih mesecih res od enega specialista do drugega, do tretjega, ampak ti nisi nikoli samo pasivno čakala, da ti specialist potrdi termin in greš tja, ampak v bistvu vedno aktivno greš v reševanje. Čakaj, jaz bom sočasno delala še vse te stvari in ponavadi takrat, ko prideš do specialista, je 3/4 že saniran in poti rečejo, čakaj malo, kaj je? In zdaj, ko si govorila to zgodbo, sem se spomnila leta nazaj, si razlagala, ko si šla k zobarju, a se spomniš? Ko si imela neko situacijo z zobom, ko si v bistvu ščetkala zobe z zlato svetlobo in ti je zobrca, ki bi mogla imeti termin, rekla, da pač, čakaj malo, kaj si delala, si bila pri drugem zobarju. In v bistvu tudi za take stvari lahko uporabiš ti svojo inteligenco telesa, da se pozdravi. In a veš, ko sem bila lani v Mehiki na retreatu od Joe Dispenze, in so v bistvu tam predstavljali zgodbo veliko ljudi, ki so si močne bolezni pozdravili z njegovo vodeno meditacijo. In sem jaz v bistvu v tistem retreatu ugotovila, če že ta njegova meditacija naredi to, kaj naredi šele naša kanalizirana meditacija, ki je pa v bistvu Ferrari od meditacije, In v bistvu sem se še bolj začela zavedati moči kanalizirane meditacije in kanaliziranja kot takega. Saj, ko smo delali mi raziskavo mojih možganov, smo v bistvu ugotovili, da ko oseba prejema kanaliziranje, se pravi po metodi celestialnega kanaliziranja oziroma kanalizirano meditacijo, se ji v bistvu zgodi sledeče. Prva stvar, njeno simpatično živčevje se umiri, parasimpatično se aktivira, kar pomeni, da greš takoj iz stresa v sprostitev. In kaj se dogaja v parasimpatičnem živčevju? Regeneracija, kot da bi obnova ves čas tekla skozi tvoje telo. Istočasno možganske frekvence, mi imamo ves čas aktivne, se umirijo, se upočasnijo in v bistvu alfa, predvsem pa teta možganska frekvenca dobi glavno vlogo. In ko smo mi v teh frekvencah, se dejansko dogaja celično pomlajevanje, regeneracija, manifestacija, kreacija. In telo je v bistvu naša kreacija. In velikokrat prelagamo odgovornost. No, sej mi bo pa zdravnik rekel, mi bo pa zdravnik pomagal, mi bo pa zdravnik rešil. Hvala Bogu, da so zdravniki, imajo izjemno veliko znanja, imam ogromno spoštovanja do njih, ampak ti si mojster svojega telesa in tudi, če ti on predpiše stvari in ti pove, na koncu moraš ti to jemati, moraš ti delati korake, moraš ti samega sebe zdraviti, In v bistvu outsourcamo, da bodo drugi, jaz pa čakam, da se zame zgodi. To je 3D, to je pač žrtve tako delujejo. Vodja pa ne jamra, tudi če mu je težko, pa se zjoka, ampak si reče, kaj so zdaj koraki, ki jih jaz lahko naredim, da jaz sebe podprem. In mi smo celostna bitja. 7 teles imamo. Fizično, čustveno, mentalno, energijsko, ta so spodnja, pa imamo pa še astralna, celestialna, pa telo manifestacije, so zgornja. In zdaj, vsa ta spodnja telesa ustvarjajo to fizično telo, ki ga ti imaš. In zgornja telesa. In zdaj, če jaz recimo sama dobro vem, ko sem neprizemljena, ko veliko kanaliziram, valjda bom hotela čokolado na koncu jesti. Imam težko obdobje,
ker iščem ogljikove hidrate, zato da me bo prizemljilo. A ne? Ne vem, včasih prav čutim, ker pridem znervirana, ker hočem na telefon iti pa nekaj iskati po socialnih omrežjih. Prav vidim samo sebe, Tjaša, kaj delaš? Dej. Ali pa recimo, greš čez break-up, se ženske postrižemo, daš si delati tatu, povečaš si ustnice zaradi tega, ker je šel on z žensko, ki ima povečane ustnice in zagotovo izmenuje nekaj narobe. Ne? In gre od takih malih stvari do večjih ekstremov, na koncu dneva te bo pa naslednji zopet zapustil, pa ne zaradi tega, ker nimaš v redu ustnic. Pač ne gre za to, ne gre za to konstantno spreminjanje telesa, pa pasivno čakanje na to, kaj se bo zgodilo zate. A veš, toliko je zdaj lepotnih operacij, toliko je spreminjanja telesa in v bistvu, kaj je zadej? Zadej je lastna nesigurnost. In zadej je potreba duše, da ko se pogleda v oči, ampak res v oči, naloga za vse, ki to zdaj gledajo, ne se za 3 minute gledajo v oči v ogledalu, da ti začneš videti in čutiti, kdo je zadaj za tem telesom, ki je v bistvu jaz. In nismo sigurni v sebe, iščemo zunanjo validacijo. Če bom dobila toliko všečkov na Instagramu, ker se slikam v kopalkah, potem pa to pomeni, da sem jaz vredna. Ja, naslednjič jih boš hotela pa to plus še enkrat več. In nikoli ni dovolj. Ali pa ne vem, ker bom šel ven, pa da me bo veliko žensk pogledal, ok, pa sem pa ziher Jack zaradi tega, ker ali pa bom imel debelo denarnico, ali pa dober avto, ali pa jaz ne vem kaj. In ves čas outsourcam občutek lastne vrednosti. Saj sem ga jaz tudi. Naslednji uspeh, še naslednja knjiga bestseller, pa naslednji dogodek razprodan, pa sploh ne vidiš, da v bistvu iščeš nekaj, kar ti ves čas uhaja, ker iščeš v bistvu sebe, da ti sebe prepoznaš. In ne veš, kaj delamo? Ker živimo v instant svetu, iščemo instant rešitve. In v bistvu ta zmanjšan nosek ali pa povečane ustnice ali prsi, karkoli, ali pa malo botoksa tukaj pa tam, ti ne bo, to je instant rešitev, obliž na globoko rano. In potem pogledaš, meni je najbolj grozen videti, pa na koncu dneva vsak ne dela s svojim telesom karkoli želi, ampak najbolj grozen je videti mlade punce, mlada dekleta, ki, če jih postaviš v vrsto, pa ne vse, ampak veliko mladih deklet jih postaviš v vrsto in vse izgledajo enako. Izgubiš svojo osebnost. Kdo si ti? Pokaži sebe. Če imaš pegice, ponosno pokaži pegice. Če imaš tukaj znamenje, pokaži to znamenje. In to je pot. In v bistvu pot v notranjost, v občutek lastne vrednosti, ki je osebno zdravljenje. Nič zunaj ti ne bo dalo tega. Nič ni narobe, da se ti lepo oblečeš, da si ti daš make-up gor, da si ti, če se boš čutila boljš, povečji joškice. Ne gre za to. Vedi pa, da je to nekaj, kar ne naslovi tega, kar je zadaj. In zadaj je občutek nesigurnosti. Zadaj je želja tvoje duše, da bi se počutila dovolj. Ali pa staranje. Gubice. Pred časom je zaokrožila Tjaša, ima povečana lička. Na vse, ne vem kaj. Jaz pa ne vem, kaj vse te operacije so. In mi je bilo tako smešno, nič od tega nimam. Ampak je pa res, da jaz telovadim s svojim obrazom. Jaz delam jogo obraza. In v bistvu leko enih stvari lahko ti počneš za ljubezen do svojega telesa. Zakaj sem jaz začela z jogo obraza? Ne zaradi gubic. Jaz sem zaradi tega začela, ker sem imela težavo z živcem v glavi in sem rabila v bistvu zaradi zdravja delati na prekrvavitvi mišic. Ja, stranski učinek je bil pa to, da sem bolj naliftana. Super, In pa tudi, če hodim na jogo obraza, oziroma če delam jogo obraza zato, da bom lepa, ker sama sebe ne vidim kot lepo, sem spet zašla. Spet sva pri vstopni energiji. Vstopna energija. In v bistvu, kar vidim je, da se vrtimo v začaranem krogu diet. Vrtimo se v začaranem krogu nekih iskanja, kaj od zunaj bo meni dal občutek lastne vrednosti. Spreminjamo telo, ne zavedamo se njegove prave inteligence, kako se realno telo, kaj telo res rabi. Ker so stvari, ki jih telo rabi, kot formula, da to rabiš dati noter, zato da telo optimalno deluje. In v bistvu iščemo to, predvsem pa iščemo notranjo potrebo, da se te travme, ki so notri, pa ne bodo spolne travme ali drugačne travme, ki so nekje shranjene, sprostijo. In vsako leto skanaliziram eno temo, ki jo res v globino raziščem. In letos sem se odločila, da bo to ta tema. Da bo v bistvu tema
telesa, telo kot sveti tempelj, kaj telo resnično potrebuje, zato da optimalno deluje, reprogramiranje teh vzorcev, spuščanje družinske karme, raztapljanje te genetike, ki misliš, da jo boš kar ti nesel naprej. Vsi vemo, epigenetika pravi, da okolje določi, ali se določen gen izrazi ali ne. Se pravi, tudi če ima moja mama neko bolezen, ni nujno, da bom jaz to bolezen razvila, naš 3D pa verjame, ja, potem bom jaz tudi imela raka na prsih, ker je imela moja mami raka na prsih. Ni imela, ampak primer, ne. In želim ozaveščati ljudi in jim prinesti jasnost, kako ti svojo linijo pelješ, kako ti svoje telo kreiraš, kako ti svojo realnost ustvarjaš, ker smo v 5D, ti si kreator svoje realnosti, ne glede na preteklost, In zato sem ustvarila masterclass Telo kot sveti tempelj, ki se bo letos dogajal znotraj OM-app aplikacije v živo. Se pravi, cel masterclass se bo dogajal v živo, dogodki v živo z mano, kanaliziranja, delavnice, in to online. je popolnoma nova kanalizirana jasnost, ki jo še nikoli do zdaj nisi delila. Ja, ne, čisto sveže. Življenje je spodbudilo, da je to naslednja tema. In v bistvu si želim vsem ljudem, ki čutijo, ker v sebi tako veš, a si že v oboževanju svojega telesa, a si zaljubljen vase v pomirjenosti, ali ves čas iščeš nekaj še, pa nekaj ne, pa nekaj ti ni, da bi prišli v bistvu all in v ta masterclass, da si dajo priložnost 10 od 10, naredi meditacije, naredi vaje, bodi prisoten na dogodkih, pejt v te delavnice, reprogramiraj ta svoj program, da nisi dovolj, prebudi občutek lastne vrednosti, ker na koncu edina pot je skozi, ne da se izogibamo, ignoriramo to, kar nam telo sporoča, ampak da se naučimo z njim komunicirati in ga poslušati. In še ena stvar, če zdaj kdo posluša, ki si misli, jaz tega ne potrebujem in že čuti upor, bi jaz dodala še to, da takrat, ko se ti spodbudi upor, takrat si tik pred svojim naslednjim prebojem. In v bistvu, če čutiš, da te je današnja tema malček ziritirala, je to zato, ker v bistvu je nekaj v tebi, kar more biti pozdravljeno. In v bistvu upor se vedno zgodi takrat, ko si pred razširitvijo. Ja, in potem je samo vprašanje, a si žrtev in ostaješ v začaranem krogu tega, da se vrtiš v nezadovoljstvu telesa, a si rečeš, ne, jaz sem vodja svojega življenja, jaz grem v ranljivost, dovolim si to ekspanzijo, grem v transformacijo in si grem skreirati svoje top telo. Jaz vem, da ti nisi nameravala razkriti preveč iz masterclassa, ampak moram povedati, jaz sem videla urnik, ki si ga sestavila za masterclass. In vsako leto te masterclasse, ki jih imamo, so eno tako čudovito darilo ravno zaradi tega, ker gremo resnično v globino ene teme. In jaz lahko iz svojih izkušenj povem, pa iz izkušenj tisočih ljudi, ki so že sodelovali v naših masterclassih, da so res transformativni. Res se zgodi preboj na področju. Ja, to je 3 mesece intenzivnega dela. Ki se mu predaš. In ta masterclass si šla pa še stopničko višje, pri tem, kako si postavila urnik in v bistvu malo podeli, kaj vse bomo delali v masterclassu. Ja, v bistvu namen je, da v teh 3 mesecih gremo globoko raziskati svojo zgodbo o telesu. Se pravi, kaj je res tisto, kar verjamemo in zaradi česar si kreiramo taka stanja telesa in da to reprogramiramo, da to spustimo, da spoznamo tudi jasnost, ki je seveda kanalizirana izvira, kakšna je inteligenca telesa, kaj telo res potrebuje, česa ne potrebuje in lahko končno nehaš početi. In v bistvu cilj je iz kontrole telesa, iz neke resnosti prideti v lahkotnost in v to, da je telo polje užitka. Dotaknili se bomo seveda tudi teme spolnosti, ne moremo mimo tega, in pa travm, ki jih nosimo v telesu, jih bomo na zdravilen način sprostili. Tako da 3 mesece, vsak teden nov modul se odpre z novimi meditacijami, z novo jasnostjo, pa dogodki v živo. In letos sem se v bistvu zaradi tega, ker sta prav zdaj odprta 2 močna duhovna portala v tem obdobju, se odločila, da bomo naredili kar delavnico, ki bo trajala 3 dni v aplikaciji, za dogodki v živo, kjer se bo, veš, ko res hočeš iti globok
je dobro, da se odpre energija in se v parih dneh naredi premik. In zato so te stvari tako močne. In se bo v bistvu kar dvakrat v procesu teh 3 mesecev se bodo zgodili v bistvu te 2 delavnici, kjer bomo 3 dni zaporedoma aktivirali zdravljenje telesa, reprogramiranje telesa, sprejemanje telesa, pa tudi ustvarjanje svojega top telesa v kvantnem polju, kar bo pa tudi tak naslednja stopnja. In 11 dogodkov v živo s teboj bo v tem masterclassu. Tako da, če kdo želi poletje preživeti v moji družbi, veste, kje boste. V bistvu ta aplikacija, ki smo jo zdaj rodili, App aplikacija, je res sveti prostor, ki daje nam vsem prostor druženja, kjer se lahko dogajajo takšne močne zdravilne transformacije, zdravljenja, rast. In sem zelo vesela, da smo se v bistvu odločili iti v to ekspanzijo in da bo ta masterclass potekal na aplikaciji. Iz enega klika na telefonu bo že dostopil do vse te jasnosti. No, mislim, da ne bi mogla bolj popolno Se vidimo v masterclassu.